NN podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke. To je NN podcast, drugi v vrsti naših volilnih podcastov o letošnjih državnozborskih volitvah, s katerimi skrbimo za analizo in kontekst, bogate novinarske vsebine o volitvah, politikih in kampanji, ki jih pripravljajo naši novinarji in novinarke, pa seveda tudi lahko spremljate vsak dan na NN, torej na nninfo.si. Izredni profesor politologije dr. Marinko Banjac z oddelka za politologijo na Fakulteti za družbene vede, sicer tudi predstojnik Centra za politično teorijo pri FDV, je danes z mano. Dobrodošli. Hvala lepa za vabilo. Kakšna je vaša ocena na začetku, mogoče na kratko, predvolilne kampanje in kaj je do zdaj po vašem mnenju najbolj zaznamovalo? Jaz mislim, da v bistvu je volilno kampanjo ali pa predvolilno kampanjo zaznamovalo tisto, kar v resnici je predhodilo, se pravi predvolilna predkampanja. Tam se je v bistvu dogajalo največ stvari. Zelo pomembno je, kako so se premikale konstelacije med različnimi političnimi strankami, tako na levi kot na desni. Zelo je bilo pomembno, kam se bodo različne stranke pozicionirale. Veliko je bilo nenazadnje tudi oglaševanja, političnega marketinga, enormno število plakatov, in se mi zdi, da smo lahko letos opazovali izjemen porast tudi negativne politične kampanje, kar se je nenazadnje odražalo tudi v teh plakatih, jumbo plakatih. Običajno je veljalo, da v Sloveniji te stvari ne funkcionirajo, da negativna politična kampanja ni nekaj, kar bi bilo smiselno, zaželeno in podobno. Tokrat pa je slika malce drugačna, standardno seveda to uporablja SDS. Hkrati smo lahko videli, da je tudi Svoboda se tega posluževala. Ne nazadnje Štransarjevi plakati, mislim, da je on tisti, ki stoji za tistimi znanimi surovimi, lahko rečemo, plakati. Skratka, veliko je tega. Zakaj je temu tako, je treba po moje pogledati malenkost širši kontekst. Jaz bi rekel, da je predvsem pomembno to, da je vedno bolj zaostrena, recimo temu, neka spektakularizacija politike, se pravi politika kot spektakel. In znotraj te forme morajo biti sporočila izjemno kratka, enostavna, in glede na negativizem, ki ga nenazadnje lahko opazujemo ne samo v naši družbi, ampak tudi širše, so očitno to neka primerna forma, skozi katero se stranke izražajo. Se pravi, afirmacija sebe preko tega, da tlačiš v resnici tudi druge. Tako da to je recimo ena stvar, ki je po mojem mnenju zelo zaznamovala celotno politično okolje, celoten politični spekter in ki je v bistvu vodila potem v samo kampanjo. Morda je velja izpostaviti tudi to, pa se mi zdi, da v medijih to še ni bilo tako zelo izpostavljeno. Recimo Svoboda je tudi preko svojih plakatov malenkost posegala tudi v desni populizem. Če se spomnimo Slovenija naprej, pa potem so govorili tudi o gradnji doma, cika na domovino. Tako da delen poskus je bil vendarle tudi sami grafično podobo tistih jumbo plakatov, če se spomnite, so cikali na skratka desne volivce ali pa vsaj tiste, ki so recimo nekje na sredini, kolebajo med levo in desno in bi se potencialno lahko odločali tudi za to. Tako da recimo, to je še ena taka stvar. Tekom kampanje se mi zdi pa pomembno izpostaviti vrnitev terena. Skratka, ne glede na to, da so seveda digitalna okolja izjemno pomembna, se ga poslužujejo v resnici vsi na tak ali drugačen način, pa vendarle tekom te kampanje je tudi vidno, da se politiki vsaj deloma vračajo tudi na teren, se pravi v različne regije, v različne manjše kraje, organizacija najrazličnejših dogodkov, razdeljevanje burgerjev in krofov in podobno. Tako da očitno so vendarle doumeli, da je tudi to še vedno pomemben del. Je pa tudi treba prepoznati, da je SDS verjetno tista, ki ta teren lahko najbolj uspešno dela, ki lahko v bistvu največ volivcev na ta način mobilizira. Nenazadnje imajo najbolj razvejano recimo temu mrežo. To so recimo neke koordinate, na katere bi jaz opozoril.
Zadnje objavljene javnomnenjske raziskave kažejo, da je na prvem mestu SDS, sledi Gibanje Svoboda, po nekaterih ste zelo blizu. Razmerje med blokoma je tesno. Če govorimo o tako imenovanem levem in tako imenovanem desnem bloku, lahko pogovorimo seveda tudi na način tisti, za katere se predvideva, da bi šli z Golobom, pa tisti, ki bi šli z Janezom Janšo. Te poizvedbe, vi ste v Odmevih opozorili pred časom, da so to poizvedbe, da napačno govorimo o napovedih. Iz tega ste rekli, lahko dobimo nek pregled, nek orientir, kaj se trenutno dogaja na političnem parketu, tako težko pa sklepamo več. In vsekakor to niso volitve, oziroma kot radi rečejo politiki sami v kampanji, edina prava napoved, prava anketa so volitve. Torej, še dobra 2 tedna je zdaj do volitev. Je to, glede na merjenja in glede na to, kar se še lahko zgodi, za izid veliko časa ali malo? Ta 2 tedna, zadnja 2 tedna. Se lahko še marsikaj spremeni? Jaz mislim, da prav veliko se ne more spremeniti. Jaz mislim, da se je v bistvu precej konsolidiralo to, na kakšen način se bodo volivci odločali. Po drugi strani pa vendarle je zagotovo ta konstelacija, kot jo trenutno kažejo ankete, vendarle taka, da je boj med prvima 2 strankama tako zaostren, da je potencialno lahko kar nekaj takih volivcev, ki se bodo v zadnjem hipu odločali precej strateško in recimo glasovali tudi za Svobodo, kljub temu, da morda je ne podpirajo povsem, da gospoda Goloba ne podpirajo povsem, pa se bodo zaradi odbojnosti ali pa računanja na to, da ne zmaga SDS in Janša, potem odločali za to. Kar se tiče v bistvu samih anket, tako kot ste v bistvu sami povedali, se mi zdi tudi pomembno poudariti, da se jih prevečkrat obravnava, da hitro skočimo na nje in na vsak recimo rezultat ankete, pa podatke, ki jih kažejo. Ta neka prevladujoča predstava, da je se recimo v enem tednu zgodil ne vem kakšen premik in potem iskati vzročno-posledične se pravi razloge, je, jaz bi rekel, problematično. Zdi se mi zelo pomembno izpostaviti, tako kot ste rekli, da ne gre za napovedi, pa vendarle nam določene stvari lahko povedo, lahko pokažejo in nam jih tudi kažejo, hkrati pa tudi seveda postavljajo nek okvir, znotraj katerega se potem volivci tudi odločajo in usmerjajo potem svoj premislek, komu in na kakšen način bodo oddali svoj glas. Kar je morda še pri anketah, ki jih trenutno imamo, pomembno, je ravno to, da sta več kot očitno 2 protagonista, ki bosta šla v ključen boj za zmago. Velikokrat se opozarja tudi na to, da bi lahko dobili situacijo, ko nobena stran, leva ali desna, ne bo imela dovolj za to, da formira večino. Običajno se uporablja tudi viseči parlament izraz, hung parliament, sicer je ta izraz, ga je treba zelo specifično razumeti in sicer znotraj angleškega tudi političnega miljeja. Gre za v bistvu situacijo, ko ena stranka nima večine. Pri nas se seveda lahko nekako to uporablja, pomembno pa je v našem kontekstu, da dejansko se lahko zgodi kaj takega, ampak imamo seveda določene procedure, ki bi potencialno potem lahko razrešile celotno situacijo. Kar je morda še pomembno in kar nam kažejo te ankete, pa je ta element, da je na pragu Državnega zbora kar nekaj strank, med drugim omenjamo Resnico, med drugim omenjamo seveda tudi Prebiliča, tudi Pirate. Vprašanje pa je, kako se bo celotna stvar odvila. Tukaj je zelo, zelo spolzek teren karkoli napovedovati. Zdaj, stranke imajo zdaj 2 nalogi. Zadržati tiste volivce, za katere, da tako rečem, jih že imajo, recimo neke te trdne volivce, ki so že odločeni in se verjetno ne bodo premislili, in pa boj za neodločene. A je to nagovarjanje neodločenih, še neodločenih, drugačno kot nagovarjanje svojih? Ker mi včasih zaznamo, kdaj nekatera stranka nagovarja svoje, kdaj pa skuša nagovarjati mogoče tudi preko. Je tega nagovarjanja recimo v tej kampanji veliko, tega, da sežejo preko, mogoče celo preko te delitve?
Tega mislim, da ni veliko, občasno seveda je, oziroma pomembno je prepoznavati, da stranke to počnejo nekako sinhronizirano in to morajo tudi početi na ta način. Zakaj? Če bi v bistvu nagovarjale volivce povsem na drugi strani, bi morali iti naprej z argumenti, ki jih volilna baza ne podpira. In se bi v bistvu znašli v situaciji, ko hkrati izgubljajo potencialno lahko svoje volivce. In zato pač iz razloga te vzdrževanja konsistentnosti, blaznih razhajanj v njihovih argumentacijah niti ne more biti. Koliko je zdaj takih neopredeljenih, tudi to je, pa kdo so ti neopredeljeni, je izjemno kompleksno vprašanje v resnici. Govori se seveda o 15%, običajno imamo tam, ampak prevladujoča predstava o teh je, da so to neopredeljeni, ki strateško in racionalno razmišljajo o tem, koga bodo seveda izbrali. Zdaj, ankete pa seveda nam ne povedo, kakšen je bil ta odgovor, ne vem, koga bom volil ali pa volila. Lahko je to, ne vem, odgovor, lahko je pa to v ozadju seveda nekega osebe, ki odgovarja, tudi dejansko racionalni premislek, nisem še odločen, razmišljam o dveh. Govorim o tem, da imamo seveda različne tako odgovore v bistvi frazi ne vem. In to je zelo pomembno. Po moje se je treba v bistvu orientirati na tiste, ki bodo zagotovo šli na volitve. To so seveda volivci, ki ali pa politično angažirani ljudje v tem smislu, da se udeležujejo volitev, hkrati pa ne vedo, koga bodo še volili, ampak teh ni 15%. Kar posledično, recimo, zelo groba ocena, recimo 5 do 10% je takih, kar seveda posledično pomeni, da nagovarjajo stranke, če nagovarjajo ali pa ko nagovarjajo take, da je v bistvu teh ljudi zelo malo. Tako da je v resnici zelo, zelo pomembno, da se prezentirajo konsistentno, da govorijo in zagovarjajo konsistentno svoje ideje in na ta način v bistvu ohranjajo pač neko svojo podobo. O prihajanju volivcev, torej zdaj pred volitvami, torej ne gre le za boj med dvema poloma, za to, kdo bo lahko sestavil vlado, ker je torej na eni strani treba paziti, da ne požgeš svojih morebitnih koalicijskih partnerjev, ker s kom boš pa potem sestavil vlado. Predsednica države je jasno rekla, mandat za sestavo vlade bom podelila tistemu, ki bo prinesel 46 glasov. Torej, pomembno je, da imaš koalicijske partnerje, mogoče ne nujno tudi, da zmagaš. Ampak gre tudi tukaj za boj znotraj blokov, to prerivanje in prcanje recimo na levici dosti bolj opazno, oziroma na desnici ga praktično ne vidimo zdaj pred volitvami. Torej, se vsekakor dogaja tudi ta neka kolebanja, bom volil SD, Levico, Pirate, Prebiliča, socialiste, ali na drugi strani NSI, demokrate, Janšo, in tukaj seveda še resnica. Zdaj, koliko je teh trdnih volivcev, ste nekaj že rekli, ampak vendarle so to volivci, ki imajo večjo možnost, da bodo ostali doma, ti neopredeljeni, ti, ki še kolebajo recimo med strankami. Tako kot sva rekla, teh, ki izgovarjajo ne vem, je recimo 15%, je pa seveda pomembno potem tudi, če se opredelijo za določeno stranko, kakšen profil recimo volivca, potencialnega volivca ali pa osebe to je. Recimo pri anketah lahko opažamo, ko se pravi ankete podajo podatke, recimo za resnico, da ima določen odstotek podpore. Potem pa, ko pogledamo podatke samo tistih, ki bodo dejansko šli na volitve, ta odstotek podpore vedno pade. Medtem ko recimo pri ostalih strankah, recimo lahko se obrneva na Svobodo, lahko se obrneva tudi na SDS, običajno, ko v bistvu
ponovno pogledamo podatke, med tistimi, ki bodo zagotovo šli na volitve, ta procent v bistvu skoči v obratno smer. Tako da pomembno je, kakšna je volilna baza. In recimo Resnica ima zagotovo volilno bazo, potencialno volilno bazo, ki je naveličana politike, vsaj te konvencionalne recimo, in izrekajo potem taki ljudje na anketah, da bi se odločali za Resnico. Potem pa je seveda veliko vprašanje, ali bodo dejansko potem tudi na volitve šli. Tako da to so recimo pomembni premisleki, pomembni uvidi, ki nam lahko dajo potem nek odgovor ali pa razumevanje, kaj se dogaja s temi neopredeljenimi volivci in na kakšen način potem jih lahko določene stranke tudi nagovorijo ali pa jih, ko potem volitve potekajo, tudi izgubijo. Je pa torej ta element motivacije, da človek dejansko potem tudi res gre na volitve, izjemno pomemben za vse stranke. Torej ne samo, tako kot ste rekli, da se izrečejo v anketi, ampak dejansko tisti dan grejo na volitve. Kaj je recimo za volivce oziroma za stranke, kako najbolj uspešno nagovarjajo k tej motivaciji, da se dejansko odpravijo? Motivacija, mobilizacija je zagotovo izjemno pomembno vprašanje, in ni enostavnega odgovora, niti rešitve, kako določena stranka lahko mobilizira svoje volivce, na kakšen način jih lahko privabi. Seveda obstajajo mehanizmi, to stranke seveda tudi počnejo, ne nazadnje tudi s tem, da vzpostavljajo narativ usodnosti. To je zelo pomembno razumeti, da ti diskurzi, ki se pojavljajo znotraj kampanje o tem, da bo, če recimo trenutna oblast ali pa koalicija ostane na oblasti, da se bo še bolj stvari, da se bojo sesule, ali obratno, če pride SDS oziroma desnica, da bo potem prišlo do radikalnih sprememb in tako naprej. Vedno je v ozadju ta narativ v bistvu usodnosti. Tako da to je recimo eden od mehanizmov, kako politične stranke potem dosegajo to, da želijo ali pa nagovorijo volivce, da vendarle se odpravijo dejansko tudi na volitve. Sicer pa je tukaj še ogromno drugih dejavnikov, kaj so tisti faktorji mobilizacije, med drugim seveda tudi to, kakšna je recimo politična socializacija določene osebe, ali je, govorim zelo posplošeno, znotraj družine nek običaj, neka tradicija, da se odpravijo na volitve, potem seveda to se prenaša tudi iz generacije v generacijo. Če je pa nekdo absolutno nezainteresiran za volitve oziroma politične procese, pa seveda se ga to niti ne dotakne. Je pa pomembno hkrati tudi to, da je recimo tudi pomembno širše okolje, ne samo slovensko, ne nazadnje tudi to, kar se dogaja v svetu trenutno, so izjemno prelomni trenutki, v resnici gre za prestrukturiranje ustroja, lahko rečemo sveta, in to tudi repolitizira ljudi. Politika jih začne ponovno zanimati, kar se v bistvu prevaja potem tudi v slovenski kontekst in deloma vsaj prispeva tudi k mobilizaciji. Ali gre pričakovati v naslednjih 2 tednih, torej do volitev, porast tako imenovanega taktičnega odločanja oziroma na koncu taktičnega glasovanja, pri čemer bi seveda se krepila Gibanje Svobode in SDS Janeza Janše? Pričakujete to? Vedno imamo tudi taktično odločanje. Sploh v situaciji, kot nam jo trenutno kažejo ankete, ko imamo v bistvu 2 ključna protagonista, Svoboda z Golobom zaostaja, vsaj po anketah, izjemno malo. In tukaj recimo so tudi seveda ljudje, ki bodo rekli, ok, zaradi odbojnosti, zaradi te usodnosti, o kateri sva se prej pogovarjali, ne želim, da pride do spremembe oblasti in se bodo kljub temu, da so zadržani do politike Svobode, tudi do gospoda Goloba,
bodo vendarle oddali svoj glas, za to, da ne toliko za Goloba, za Svobodo, pač pa proti Janši. In obratno imamo seveda tudi situacijo, se pravi, tudi na desni se lahko volivci odločajo za ključnega protagonista ravno na podlagi tega, da je zagotovljena zmaga političnemu bloku. Tako da to so zagotovo pomembni elementi, kako razumeti dejansko pač neko strateško odločanje. Pri teh strateških spremembah ali pa prehajanju volivcev lahko govorimo pa seveda tudi o širši zgodbi. Naprimer, Svoboda je na zadnjih volitvah imela izjemen rezultat, tudi zaradi obljub, to je že zelo dolgo znana zgodba, ali pa razočaranja tudi nekaterih volivcev svojih, se bodo ti potem prestrukturirali in iskali pač druge odločitve, druge politične stranke. Tudi to so potem ti premiki. Skratka, treba je upoštevati tako te širše, v daljšem časovnem obdobju spremembe volilnega odločanja in pa seveda tudi te hipne odločitve v smislu iskanja zmagovalca. Dve paradigmi sta, torej dva antipoda, o njih zdaj že ves čas govoriva na teh volitvah, Janez Janša in Robert Golob. Kakšni sta ti dve paradigmi, kako različni sta po vaši oceni ti dve izbiri? Veliki. Jaz mislim, da vendarle drugače se niti ne bi strukturiralo politično polje znotraj Slovenije na ta način. Absolutno obstaja razlika. Hkrati bi jaz poudaril to, da se ta politična paradigma ravno zaradi teh dveh ključnih protagonistov, Goloba in Janše na drugi strani, reducira pogosto tudi na njiju osebno, kar je problematično, ker to zakriva v resnici širše konstelacije, razumevanje, zakaj taka blokovska struktura. Lahko grem zelo široko in odprem vprašanje nenazadnje tudi, v kakšni družbi želimo živeti. Zelo pomembna, recimo temu, zelo pomembno razumevanje zame je, da trenutno obstaja to, kar je neka skupina intelektualcev označila kot careless society, se pravi brezskrbstvena družba. In znotraj te brezskrbstvene družbe je ključno gonilo v resnici neoliberalizem, ta politika, ki ne gre samo za ekonomsko politiko, gospodarsko politiko, pač pa tudi nekako strukturiranje našega lastnega delovanja, vseh ljudi. In tukaj imamo potem seveda individualizem, egoizem in tako naprej. In ogromno političnih strank v Sloveniji je tistih, ki zapostavlja ta skrbstven vidik, socialni vidik in v bistvu nekako usmerja svojo pozornost, svoje politične programe, vsebine v ta neoliberalni, brezskrbstven aspekt. Kljub temu, da seveda nobena stranka ne bo rekla, nas ne zanimajo tisti najnižji sloji, nas ne zanimajo tako imenovani mali ljudje, to bojo vse stranke izgovarjale, pa vendarle skozi gospodarske politike, naprimer vprašanje davkov ali pa zdravstva, se izkazuje, katere stranke so tiste, ki zagovarjajo socialo, solidarnost, skrbstvo in katere to manj izpostavljajo ali pa zagovarjajo drugačne vrednote. Tako da to so recimo tudi lahko širši aspekti razumevanja teh recimo blokov, te blokovske strukture. Če se malo mogoče odmaknemo, zanima me tudi v pomeni izobraževanja za to medijsko in državljansko pismenost. Torej, kampanja je zelo napeta iz vseh možnih, vi ste prej že nekaj omenili, tudi prejšnji teden smo tukaj govorili recimo o družbenih omrežjih. Veliko je dogajanja, veliko je tudi zmede, veliko je tudi dezinformacij v času družbenih medijih, je tega sploh ogromno, sploh kot tudi različni tako imenovani influencerji se vpletajo zelo aktivno v kampanjo, recimo. Vi se profesionalno, znanstveno veliko ukvarjate s tem vprašanjem, v bistvu te državljanske pismenosti, če smem tako reči. Kakšen pomen ima recimo tukaj to, bom temu tako rekla, znanje ljudi, državljanov, da so
da znajo razbrati, kaj je res, kaj ni, kaj morajo poslušati, na koga se morajo nasloniti, da imajo neko to znanje v sebi, torej, da ne nasedajo vsaki stvari, recimo. Ja, absolutno je državljanska pismenost ali pa politična pismenost, ne nazadnje tudi digitalna pismenost ali pa recimo digitalno državljanstvo, a ne, in razumevanje, kaj to je, kako delovati politično aktivno, kako se znajti in razumevati, izjemno pomembno. To so v bistvu ključna vprašanja. Seveda pri odraslih osebah je zelo težko v bistvu izvajati neke konkretne programe, usposabljanja in tako naprej, skratka sprožati tudi v družbi neke možnosti, kako v bistvu še dodatno okrepiti razumevanje političnega terena med volivci oziroma ljudmi. Hkrati se je seveda potrebno zavedati, da imamo vedno ali pa zelo pogosto ta nek občutek, da bodo ljudje ves čas pripravljeni sprejemati nove informacije, nova znanja, zato da bodo res dobro razbrali razlike med različnimi političnimi programi, naprimer vsebinami in tako naprej. Pričakovati to od ljudi je, jaz bi rekel, malenkost naivno v resnici. Tako da zelo pogosto zato prevladajo to, kar sem prej omenil, te v bistvu politike znotraj spektakularizacije. Se pravi, hitre, učinkovita sporočila, ne nazadnje, tudi sploh desni populizmi. Zato cvetijo, zato ker so enostavna sporočila, zato ker ponujajo enostavne rešitve in to je to, kar ljudje v resnici kupijo. Zdi se mi pa pomembno, predvsem med izobražujočo se mladino, pa seveda tudi osnovnošolskimi otroki, da je čim bolj okrepljena ta izobraževalna komponenta glede državljanstva. Ne nazadnje, jaz mislim, da je ključno ne samo to, da se izobrazijo o samem političnem sistemu, naprimer, in pa kakšne so moje pravice, na kakšen način jaz lahko osebno, individualno delujem v političnem sistemu ali pa kaj lahko naredim za okolje in podobno. To so predvsem te liberalne, individualne forme. Zame je ključno pri državljanski vzgoji ali pa izobraževanju širše razumevanje struktur, vsaj zavedanje, kaj so vse tisti akterji, ki pomembno vplivajo na politične procese. Ne nazadnje tudi gospodarstvo. Tudi gospodarski akterji so tlele izjemno pomembni. Razumevanje solidarnosti, se pravi razumevanje tudi, kaj pomeni biti socialno čuteč. To so vprašanja, ki so po moje, ki imajo mesto v izobraževanju za državljanstvo oziroma državljanski vzgoji, in to je tisto, kar se v bistvu, mislim, da mora krepiti. Kar je še pomembno, zdi se mi, da je v Sloveniji vse preveč tudi negativnega razumevanja politike, morda malo manj ravno zaradi te repolitizacije trenutno, pa vendarle ta negativna podoba politike v družbi je sploh v Sloveniji izjemno problematična in politika ni samo boj, čeprav se morda sploh v tem obdobju tako zdi, je tudi iskanje skupnih rešitev, zasledovanje ideje skupnega dobrega. To so vse v bistvu neke komponente, ki se mi zdi, da bi morale biti pri državljanski vzgoji tudi v ospredju. Kaj pa lahko rečemo o mladih? Politična participacija sicer ni le udeležba na volitvah, vi ste tudi o tem souredili eno monografijo, kjer ugotavljate nekako pod črto, da mladi niso tako apatični, kot radi slišimo, da se angažirajo posebej na določene teme, se pa če nekako posplošim, ne to nujno prevaja potem tudi v glasove na volitvah. Torej, ni nujno pa, da bojo na volitve šlo. Recimo, videli smo pri referendumu o vodah, so bili zelo aktivni tudi pri nekaterih drugih temah. Ni pa nujno, recimo, da se udeležujejo volitev in tudi kažejo nekatere za zadnje volitve, ti rezultati niso bleščeči. Ali lahko, oziroma kaj lahko sklepamo o mladih,
in njihovih preferencah pred temi volitvami. Obstajajo tudi raziskave, tuje in slovenske, ki kažejo, da se predvsem pri moški mladi populaciji dogaja nek v bistvu zasuk na desno, ne? Mi je všeč, kako ste postavili vprašanje, dejansko zato, ker je to ključna, v bistvu, to ključno sporočilo tudi te monografije in to, kar želim ves čas poudarjati. Se pravi, ta podoba mladih kot apolitičnih, kot absolutno nezainteresiranih za politiko je izjemno problematična. Zamahati z roko, kako mladih to ne zanima, da se zanimajo samo za družbena omrežja in podobno, je po mojem mnenju zgrešeno. Se je pa treba zavedati, da pogosto zavračajo konvencionalne oblike politične participacije, torej tudi volitve. Veliko je raziskav v resnici, ki kažejo, da mladi in te mlade generacije na drugačen način razumejo politiko in jo tudi na drugačen način, če temu tako rečem, delajo. Iščejo nove načine političnega izražanja, nove načine družbeno-političnega angažiranja, tudi jasno prek spletnih forum. Hkrati se je treba zavedati, da, o tem sem že govoril prej, da imamo v bistvu v svetu situacijo, ki je blazno labilna, fluidna, trenutno se dogajajo velike spremembe in jaz mislim, da mlade tudi to zanima. Zakaj? Ne nazadnje tudi zato, ker to zadeva njih same. Jaz mislim, da imajo mladi pogosto občutek, da stvari niso več in niso v njihovih rokah. In ta občutek, skratka, neke situacije, v kateri se nahajajo, kjer nimajo stvari v svojih rokah, kjer je v bistvu življenje izjemno fluidno oziroma morajo iskati potem tudi in delovna mesta in vprašanje stanovanj in tako naprej. Vse to jih v bistvu postavlja kot v situacijo, kjer je neka rizičnost. Govorimo tudi o risk society, rizični družbi. In mladi imajo občutek, skratka, v tej družbi, da je vprašanje, kje je njihovo mesto. In v tej situaciji to seveda pomeni, da iščejo tudi odgovore. In če kaj, potem so raziskave pokazale, sploh ko govorimo o digitalnem okolju, digitalnih omrežjih, da zelo pogosto algoritmi potiskajo naprej desne populistične diskurze. Ti so tisti, ki so najbolj invazivni, ti so tisti, ki so nenazadnje tudi na prvi pogled najbolj uprijemljivi in v tej negotovi situaciji potem mladi to tudi zagrabijo. Verjetno je to tudi eden od razlogov, zakaj se obračajo na desno in v te bolj recimo konzervativne miljeje, ideološke komponente. Možne povoljivne koalicije, rekla sva, tukaj sta dva protagonista, pa glede praktično ni možnosti koalicije brez Janeza Janša ali Roberta Goloba. Obstaja pa tukaj tudi verjetno precejšnja verjetnost, da bosta morala potem, ko bo volilni dan mimo, naslednji dan iskati koalicijske partnerje tudi prek te tako imenovane blokovske delitve. Malo smo na terenu babe Vange. Ja, dejansko je, kar se tiče napovedovanja v tej situaciji, seveda s tem, da upoštevamo tudi ankete, ki nam kažejo določeno sliko, izjemno nehvaležno. Jaz se zavedam, da je to tudi izjemno pomembno, da imamo neko predstavo, neko sliko, kaj bi lahko potencialno bilo, ampak ogromno je odprtih vprašanj. Ne nazadnje tudi, kdo sploh volitve bo zmagal. Ampak ne glede na to, tako kot ste v bistvu sami tudi v vprašanju namignili ali pa izpostavili, zdi se mi vsaj trenutno, da bi izjemno težko sestavljali kakršnokoli koalicijo onkraj teh stebrov, blokov, ki jih imamo. Jaz mislim, da bo to ključna linija. Trenutno ne vidim, da bi lahko prišlo do v bistvu neke forme koalicije, formiranja koalicije onkraj tega. Kakršnokoli ideje o čezblokovskemu povezovanju
ala demokrati, tudi ves čas ta narativ se pravi uporabljajo, Logar je tisti, ki je protagonist v resnici tega. Jaz mislim, da tukaj ni upoštevanja v bistvu teh političnih razmerij, razumevanja političnih razmerij. Kar tako zavreči in ne upoštevati to ustebrenost, to ne nazadnje tudi ideološke razlike je izjemno problematično. Ti se lahko seveda izrekaš, da je potrebna nova politika, da je treba drugače in tako naprej, ampak vendarle, ravno zaradi obstoječih, recimo obstoječe politične kulture, norm, vrednot in tako naprej, je preseganje tega nekaj, kar trenutno v bistvu ne vidim. Kar pa seveda ne pomeni, in tukaj smo spet na terenu, ki je zelo nenapovedljivo, kdo sploh bo prišel od strank, ki so na robu, kdo bo jeziček na tehtnici, to se tudi velikokrat izpostavlja. Vse to seveda potem bo pomenilo neko novo politično realnost, znotraj katerega bodo politiki, tisti, ki so prišli tudi v Državni zbor, morali iskati rešitve. Seveda se lahko tudi zgodi, da pride do ponovitev volitev, ampak to je čisto druga zgodba. V tem primeru potem tudi radi rečemo, da je politika umetnost možnega in dejansko potem se lahko marsikaj zgodi v novi sestavi, ne nazadnje tudi zaradi osebnih interesov tistih, ki bodo v Državnem zboru. Treba se zavedati, da marsikdo si bo želel ostati in bo, tako kot je zanč tudi gospod Han rekel, pustil ob strani vrednote in norme, kar je seveda problematično, ampak potem se razmišlja lahko tudi čisto individualno, tudi na ta način. Po volitvah je nov dan in vse je drugače. Tako je. Štarte se z nule. Veliko sem govorila jaz danes tukaj o desnici in levici v teh dveh blokih. A je v bistvu to še pravo razlikovanje med tema dvema blokoma? So v bistvu levo-desno še kategoriji, ki sta pomembni za to delitev, ki definitivno poteka? Sta. Je pa seveda potrebno, ni pa tako enostavno. Se je treba zavedati, da v bistvu znotraj določenega političnega miljeja oziroma konteksta imamo zgodovino formiranja politične kulture. Imamo določene komponente, ki so predstavljale reze ideološke. In vse to sestavlja potem tudi zelo kontekstualno, zelo zamejeno, kaj nekje v neki državi, naprimer, je levo in desno. Tako da to je absolutno potrebno upoštevati. Hkrati pa vendarle imamo tudi znotraj politologije neko širše razumevanje, kaj pomeni levo in kaj pomeni desno. Tako imamo zgodovinsko gledano od recimo francoske revolucije, to razumevanje, da je levo tisto, kar je bolj progresivno, zagovarjanje tudi enakosti in tako naprej. Na drugi strani je desno tisto, kar je usmerjeno v bolj konzervativno, ohranjanje reda in tudi hierarhije. Tudi Norberto Bobbio, sicer v 90-ih, znan politolog, je govoril o tem, da je ključno vprašanje pri levem in desnem razlikovanju to, da leva stran zagovarja predvsem eliminiranje socialnih razlik, se pravi poskus brisanja vzpostavljanja čim bolj horizontalne družbe, na drugi strani desna, ki v bistvu dopušča ali pa celo spodbuja to hierarhično razlikovanje in tudi zelo jasno razslojevanje družbe. Zdaj, v Sloveniji seveda deloma lahko vidimo, da ta delitev drži. Po drugi strani imamo pa seveda tudi znotraj posameznih strank komponente, ki so na prvi pogled, pa ne samo na prvi pogled, ampak tudi dejansko nekompatibilne s to delitvijo. Naprimer SD, stranka Socialni demokrati so trenutno taka stranka, ki saj tekom tega mandata je vodila manj socialno politiko,
celo lahko rečemo, da znotraj recimo Ministrstva za gospodarstvo obstajala neka neoliberalna agenda. Ne? Tudi dr. Markeš je ta, ki zagovarja idejo, da je večina strank v Sloveniji neoliberalnih. Kakšne pa so neoliberalne politike? Načeloma je tukaj ideja tudi meritokracije. Vsakemu toliko, kolikor je sposoben in toliko, kolikor si zasluži in pride do tega z delom. Kar pomeni, da v resnici neoliberalizem zagovarja razslojevanje. In če torej pogledamo SD, ki je vodila tudi, vsaj v nekem delu, neoliberalne politike, je to v bistvu desna politika, ker zagovarja hierarhije, ker zagovarja razslojevanje, meritokracijo, hkrati pa je socialna demokracija, zagovarja ravno obratno, leve, se pravi bolj te horizontalne komponente. Hočem reči, da je znotraj posameznih strank lahko tudi ta nek clash, spopad med različnimi komponentami, ki so po eni strani leve, po drugi strani desne. Tako da znotraj recimo sodobnih sistemov imamo kar precej tega, ne samo pri SD-ju, ampak tudi pri ostalih strankah. Pa vendarle, pri nas je vendarle smiselno upoštevati predvsem to, kar sem povedal na začetku, se pravi politično kulturo, ki določa zgodovino političnega okolja Slovenije in pa jasno, pri nas se pogosto reducira na levo in desno na podlagi Janša, anti-Janša. In pa v pretekle zgodovine, partizani, domobranci. Tako, tudi to je del zgodbe. In a je mogoče, da v luči teh dogajanj svetovnih, ki ste jih omenili, je neka nova ta delitev levo-desno, mogoče zdaj preveč nategujem to hipotezo, tudi na račun odnosa do Amerike, Trumpove Amerike in trumpizma? Zagotovo. Zagotovo je to izjemno pomembna komponenta, ki se jo je potrebno zavedati. Meni je bilo tekom te kampanje, pa kar smo nenazadnje lahko opazovali tudi na včerajšnjem soočenju na nacionalki, zanimivo predvsem to, da desne stranke se pri nas niso sposobne neposredno izrekati za podporo Trumpu. Čeprav to v resnici počnejo in njihova zunanja politična agenda je taka. Na drugi strani imamo Svobodo, imamo še bolj jasno Levico, tudi SD, ki zelo jasno nasprotujejo tem novim trumpovskim manevrom, politikam in tako naprej. In to so izjemno skrajno desne komponente politike in seveda nastopati proti temu se potem tudi jasno opredeliš v smislu levo-desno. Na drugi strani imamo pa desne politične stranke, ki so, tako jaz opažam, tako jaz ocenjujem in vidim situacijo, blazno previdne pri tem, da se bi v bistvu nekako jasno postavile za Trumpa. V bistvu so zagovarjali idejo, da se ni smiselno vrednostno opredeljevati glede tega. In poudarjajo v bistvu razmerje moči je takšna, kot je v svetu, vidimo, kaj se dogaja, potrebno se bo prilagoditi temu. Tako je, kot da je to, kar opazujemo, neko dano dejstvo. Kot da to nima veze z vrednotami, normami. Pa zunanja politika in to, kar se dogaja po svetu, bazira ravno na vrednotah, ravno na normah določenih. In vsaka zunanja politika ni samo projekcija navzven, ampak je tudi projekcija navznoter, za lastno populacijo. Orientacija, recimo določene politične stranke, kako bi delovala zunanje politično, daje volivcem tudi razumevanje, kakšno družbo zagovarjajo. In tukaj imamo v bistvu dejansko civilizacijsko vprašanje, kakšna družba naj bo, a naj bo to družba Thomasa Hobbesa, naravnega stanja, skratka človek je človeku volk, ali pa na drugi strani iskanje vendarle nekih sinergij, razumevanje in sprejemanje drugačnosti. Morda se sliši malo moralistično, pa vendarle so razlike in jaz mislim, da je to treba upoštevati.
Za konec, imate mogoče kakšen nasvet za volivce? Absolutno nekoga naj volijo, ampak kako naj kampanjo spremljajo? Veliko od tega z vidika politologije ste danes že povedali, ampak na kaj naj bojo pozorni? Vsi v tej kampanji se namreč obnašajo in govorijo, kot da imajo rešitve za čisto vse probleme vseh nas, vseh volivcev, vseh, ki spremljajo tako ali drugače. Ne? Tudi ti kanali, kjer spremljajo, so zelo različni, kot sva prej govorila. A imate vi tukaj kakšen nasvet za njih? To je najtežje vprašanje od vseh v resnici. Ja, konkretno nimam posebnih, recimo, nasvetov. Definitivno je zelo pomembno, da gredo vendarle tudi onkraj v bistvu teh obstoječih družbenih omrežij, ker tam so sporočila prekratka, premalo vsebinska. Treba je tudi odpreti politične programe, recimo tudi se pravi internetne strani političnih strank, malo prebrati stvari in jih poskušati seveda tudi razumeti, kakšne so razlike, kaj ponujajo različne politične stranke. Sicer pa nasvet je tudi to, da naj volijo za dobrega politika, malo sicer v hecu, zato tega, ker jaz se zelo pogosto potem tudi s študenti mojimi hecam, ko govorimo o tem, kdo je dober politik. Kdo je dober politik. Se mi zdi, da potem zaidemo ali pa jih vprašam v debati, kdo pa ima karizmo? Načeloma je vedno odgovor, tisti dober politik je tisti, ki je karizmatičen. In potem se zapletemo v debato, kdo pa zdaj ima karizmo. In seveda so tukaj odgovori izjemno raznoliki in ni dokončnega odgovora. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker ponovno tudi študentje in vsi volivci izhajamo ne samo iz nekega pogleda na osebo, ampak nas pri tem pogledu na osebo, na politika in tudi širše politične stranke vedno vodijo seveda tudi norme, vrednote, politična socializacija, okolje, v katerem se gibljamo, sprejemanje nenazadnje, potem tudi različnih vplivov, različnih družbeno-političnih organizacij ali pa civilno-družbenih organizacij in tako naprej in tako naprej. Nenazadnje imamo tudi tukaj interesna združenja, gospodarske oziroma kapitalske pritiske, zbornice in podobno, ki sicer v imenu gospodarstva govorijo, ampak tudi to so politični pritiski in vse to vpliva potem na naš izbor. Jaz, kot rečeno, volivcem polagam na srce, da poskušajo čim bolj razmišljati o tem, kaj vse slišijo, in ta heterogenost teh različnih informacij je potem tudi zelo pomembna, da se na koncu bolj informirano odločiš. Hvala lepa, dr. Banja, za vse te odgovore. Jaz bi mogoče dodala še en nasvet volivcem. Če se političarka pojavlja v nekem, recimo, podcastu, ki ga ne vodi novinar in kjer se tam zelo veliko smehljajo, ste lahko prepričani, da to ni novinar, da ne postavlja težkih vprašanj in da boste dobili v bistvu odgovore, ki so zelo všečni. Mogoče to za konec. Hvala še enkrat za te uvide iz področja politologije. Z veseljem in še enkrat hvala za vabilo. Hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden nov volilni podcast, drugačna sestava in drugačna vsebina. Se vidimo in slišimo. In kot veste, vse moje oddaje najdete na n1info.si v rubrikah podcast in poglobljeno. Nanje se lahko naročite pri vseh večjih ponudnikih podcastov in na YouTube kanalu N1 Slovenija. Gledate jih lahko tudi na EON-u in na strani Metroplay. Srečno in hvala, ker ste vsak teden z mano.